No, vsakoletna podelitev Preglovih nagrad za izjemno doktorsko delo na področju kemijskih in sorodnih ved na Kemijskem inštitutu je letos v ospredje postavila 3 nagrajence. Doktorico Brigito Hočevar, doktorja Tilna Potiska in doktorja Janvita Tržana. Pomembna novost je tudi imenovanje najmentorja leta, ki je pripadalo doktorju Mateju Hušu. Nagrajenci, zaslužni za imenovanja, tokratnemu srečanju govorijo o svojih dosežkih, o pomenu raziskovalno-znanstvenega dela, o možnostih prebojnih znanj, o zelo hitrem, razvejenem in enotnem znanstvenem zemljevidu dela, ki je pa tudi značilnost tistih, ki se usmerjajo v znanstveno-raziskovalno delo. Seveda sprašujemo tudi, kako usmerjati njihovo zanimanje, kako oblikovati znanstveno integriteto na vedno bolj spolzkem terenu konkurenčnosti in izpostavljenosti javnih prostorov. Lep pozdrav, cenjeni sogovorci. Doktorica Hočevar, vi ste raziskovali selektivno pretvorbo aldarne kisline, ki jo je moč pridobiti iz naravnih virov. Za nepoznavalce pa zahteva vaše raziskovanje nekaj več pojasnitve tudi zaradi tega, ker kaže zelo ekološko naravnano vaše delo. Na kratko lahko pojasnite, za kaj gre. Lep pozdrav tudi z moje strani in pa hvala za povabilo. Res je, moje doktorsko delo je bilo usmerjeno v katalitsko pretvorbo lignocelulozne biomase do uporabnih kemikalij. Cilj je bil, kot ste že omenila, pridobiti bioosnovano adipinsko kislino. Adipinska kislina namreč ena izmed najpomembnejših kemikalij, predvsem v polimerni industriji. Največ se jo sicer uporablja za sintezo najlona in pa podobnih polimernih spojin. Je pa trenutni proces pridobivanja adipinske kisline dokaj okolju neprijazen. Namreč je precej eksoterm, sprošča se veliko energije, kar je v preteklosti že povzročilo tudi eksplozije s smrtnimi žrtvami. Poleg tega se med procesom uporablja tudi dušikova kislina, zaradi katere se sproščajo dušikovi oksidi. Vemo, da so dušikovi oksidi škodljivi tudi do okolja. Poleg tega pa kot surovino trenutni proces uporablja benzen in sorodne kemikalije, pridobljene iz nafte. No, v našem procesu smo pa imeli cilj seveda pridobiti bolj razviti neki trajnosten proces pridobivanja adipinske kisline. Odločili smo se, da uporabimo bolj trajnostno surovino, to je biomaso, ki smo jo skušali katalitsko pretvoriti do adipinske kisline. Torej, uporabili smo katalizator, ta je bil trden Renijev katalizator na nekem nosilcu, to je bil v našem primeru ogljik. Kot topilo smo uporabili metanol in po nekaj letih raziskav nam je v bistvu uspelo razviti zelo selektiven proces pridobivanja adipinske kisline. Torej, v bistvu v celoti se aldarna kislina, ki smo uporabili, kot ste omenili, pretvori do adipinske kisline. To pomeni, da je ta proces zelo učinkovit. Poleg tega pa lahko tako katalizator, ki smo ga uporabili, kot tudi topilo, to je metanol, oba lahko recikliramo in ponovno uporabimo. Poglejte, kot kaže, gre za tudi ekološko zelo zanimivo raziskavo. Za katero polje industrije pa je lahko ta študija koristna? No, mogoče nisem omenila, pri našem procesu ne nastajajo nobeni škodljivi stranski produkti. Ta proces je predvsem zanimiv za polimerno industrijo, za industrijo premazov in sorodnih kemikalij. Kakšne metode pa industrija zdaj uporablja, recimo, če govorimo o ekološki neustreznosti? Sam princip je dokaj podoben, torej gre za katalitsko pretvorbo, prav tako uporabljajo kovinske katalizatorje, vendar pa so surovine, ki jih uporabljajo, pridobljene iz nafte, poleg tega pa nastajajo številni stranski produkti, ki so škodljivi, ki so okolju škodljivi. Vi ste tudi skupino vašo in sodelavci prijavili neki patent, Tako.
Gre za povsem inovativen proces, zaradi tega smo tudi vložili patentno prijavo. Doktor Tilen Potisk, vi pa ste se v okviru svojega dela ukvarjali z makroskopskim modeliranjem in izpeljavo hidrodinamskih enačb kompleksnih magnetnih tekočin. Seveda, naslov se sliši zelo zapleteno, pa tudi zahteva nekaj natančnejšo pojasnitev. Na kratko bi šlo? Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Najprej najlepša hvala za vabilo. Jaz sem se v okviru svoje doktorskega dela ukvarjal z magnetnimi tekočinami. Se pravi, zanimal me je makroskopski opis teh tekočin, kako se obnašajo na velikih časovnih in dolžinskih skalah. To so tekočine, ki se odzivajo na zunanje magnetno polje in so zaradi tega lahko zelo zanimive. Na primer, v prvem delu svojega doktorata sem se ukvarjal z ferromagnetnimi pnevmatiki. To je tekočina, ki je bila odkrita na Inštitutu Jožef Stefan leta 2013 in jih lahko razumemo kot prvi tekoči magnet, ki je bil ustvarjen. In je že zaradi tega nekako to izjemno dejstvo, da smo to bili v bistvu mi, Slovenci, ki smo to odkrili kot prvi. Jaz sem se pa potem par let kasneje začel to modelirati s stališča teorije in smo pokazali, da te ferromagnetni pnevmatiki so sestavljeni iz magnetnega dela, ki je sestavljen iz majhnih nanometrskih magnetnih nanodelcev in pa tega tekočega kristala, ki pa so v obliki takih podolgovatih molekul, ki se uredijo v določeno smer. No, in mi smo pokazali, da je zelo pomembna dinamična sklopitev med tema dvema deloma. Pokazali smo, tako napovedali smo tudi izjemne lastnosti, kot je na primer zelo velika občutljivost teh sistemov na zunanje magnetne polje, recimo viskoznost. Pokazali smo, da že pri 10 do 20 militesla, če uporabiš tako magnetno polje, lahko podvojiš viskoznost. Če bi pa vzel navadne pnevmatske tekoče kristale, brez teh magnetnih nanodelcev, pa bi za tako podvojitev bi potreboval okoli reda 1 tesla ali pa 2 tesla. Se pravi, to bi se recimo v industriji lahko uporabljalo pri kakšnih zelo občutljivih magnetooptičnih napravah. Da se optične lastnosti tvojega sistema spremenijo pri zelo majhnih magnetnih poljih. No, potem v naslednjem delu doktorata sem se pa ukvarjal z magnetoreološkimi tekočinami. To so pa tekočine, ki so prav tako sestavljene iz večjih magnetnih delcev in se mogoče pač kot prvi smo nekako vpeljali model, ki zelo dobro kvalitativno opiše eksperimente, kjer smo vključili kot dodatno spremenljivko tudi spremenljivko magnetizacije. No, te magnetoreološke tekočine pa se uporabljajo, v bistvu se že uporabljajo, na primer v kakšni avtomobilski industriji pri teh blažilnikih. Se pravi, mi imamo v navadnih avtomobilih imamo vedno te blažilnike, ki delujejo na principu viskoznosti recimo olja ali pa vode. Ampak zdaj problem je, da je pač viskoznost olja je fiksirana na neko vrednost in se ne da bistveno spreminjati. Zdaj, prednost teh magnetoreoloških tekočin je, pa da lahko ti zelo dobro kontroliraš to viskoznost. In
To se pa uporablja pač v teh vojaških avtomobilih, predvsem, ker so vojaški avtomobili so namenjeni takim grobim terenom z velikimi luknjami in tako naprej. In če ti uporabljaš to aktivno nekako kontrolo te viskoznosti, lahko pelješ čez te luknje, da ne bi bilo nič. Zelo dobro lahko kontroliraš, kako se tvoj avto odziva na te zunanje, kako bi rekel, luknje. To bi bilo to, se pravi zanimivo, kako se obnašajo te tekočine na velikih skalah, ki so pa uporabne v industriji. Zdaj, ti lahko gledaš z področja simulacij ali zelo majhen del na ravni atomov ali pa na zelo velik del in s tem sem se jaz ukvarjal v svojega doktorata. No, kot je razumeti, gre za kombinacijo, vaša raziskava v bistvu bazična, ne, s močnimi aplikativnimi dimenzijami. Ja, seveda. Zdaj, v prvi meri je to bazična, teoretična raziskava, hkrati sem pa sodeloval z eksperimentalnimi skupinami, ki so pa mogoče korak bližje tem aplikacijam. Kako to, da vas je ta tip raziskovanja zanimal? Ja, v bistvu mene je že vedno zanimala hidrodinamika in sem potem nekako preko svojega mentorja za magistersko temu sem spoznal svojega bodočega mentorja za doktorsko delo. Od vedno me pa veseli teoretično delo in reševanje teorij. No, glede na to me zanima, kako iščete, recimo, kako se vi sploh mladi raziskovalci ali pa doktorski študenti, odločate za področje raziskovanja, je vedno to povezano na nek način z predlogom mentorja, recimo? Ja, v neki meri seveda je. Zdaj, jaz sem mogoče take narave, da bi se lahko ukvarjal z marsikatero drugo temo. Ker kar mene motivira pri delu, je reševanje problemov, ki so pomembni za samo družbo. Tako da načeloma bi se videl tudi v drugih temah. Področjih. Ja. Doktor Tržan, vaša nagrajena raziskava pa zadeva razvoj katalizatorjev za epoksikacijo propena z molekularnim kisikom. Seveda zveni dokaj zakomplicirano za nepoznavalce, pa lahko nam razložite, zakaj v bistvu gre. Ja, hvala za besedo, hvala za povabilo. V bistvu preprosta stvar je to, da ta moj produkt, propilen oksid, se uporablja ogromno v polimerni industriji in se tudi proizvaja kot ena izmed 50 najbolj proizvajanih kemikalij, industrijskih kemikalij. In trenutni proizvodni procesi so precej umazani oziroma precej dragi, kjer se večino cene produkta je sama cena reagenta, ne pa sama pač izdelava. In kar sem jaz želel narediti, je najti nek katalizator, kjer bi to šlo dosti bolj enostavno, recimo pač mehanistično, dosti bolj kompleksno, ampak navzven dosti bolj enostavno, v plinski fazi, ne v tekoči fazi, da se izognemo potencialnim problemom zaradi topila. In pa da seveda se pač je zadeva aktivna in selektivna, se pravi, da ne mečemo stran oziroma reaktantov oziroma da ne dobimo produktov, ki jih ne bi želeli. Raziskava je bila precej bazična, jaz sem v bistvu ugotavljal, želel sem ugotoviti, zakaj sam material reagira tako, kot reagira in kaj točno moramo mi narediti na sami sintezi oziroma na samem mehanističnem procesu, da bomo zadevo izboljšali do tega, da bo komercialno uporabno. Kako hiter pa je v bistvu razvoj v industriji pri iskanju novih spojin, pa konec koncev tudi metod, ki bi olajšale oziroma omogočile večji in kvalitetnejši izkoristek? Ja,
sama po sebi industrija ima kar veliko inercijo, ne. Je treba velik pritisk vnesti noter, da se zadeva premakne. Zdaj, ta pritisk je lahko ali s kakšno vladno regulacijo, se pravi, da se sprejmejo zakoni, kjer je treba zagotavljati ali določeno čistost, ali pač se kak reagent ne sme več uporabljati ali kaj takega. Druga stvar je pa pač sama vrednost, ne. Torej, če je proces dokaj podoben, da ni treba tu ne vem kak kapitalni vložek za spremembo same proizvodnje, in če se bo s tem stroški proizvodnje oziroma čiščenja oziroma kateregakoli procesa zmanjšali dovolj, da se v industriji pozna, potem se začne zadeva premikati. Ampak načeloma praviloma je tak, da se bojo novi materiali, novi katalizatorji prilagajali na obstoječ proces. Veliko težje je vpeljati nov proces, kakor pač modificirati obstoječega. Kako pa se lotevate, recimo vi ali pa tudi vaši kolegi, takih specifičnih raziskav in koliko je potrebno poznati neko ozadje oziroma kar dosti kompleksno temo, ne, da predvidite tudi nove možnosti izboljšav? Vi ste rekli sicer, da je bazična raziskava, ampak vedno je tudi s temi aplikativnimi, recimo, možnostmi, ne? Ja, vsem so zelo zanimive bazične raziskave, s tem se vsi radi ukvarjamo, ampak se mi zdi, da nas tudi zelo veliko teži k temu, da ni zadeva samo zanimiva, ampak da v končni fazi tudi uporabna, ne, da enkrat vidiš nekakšne bolj otipljive rezultate svojega dela. Je pa res, da iz leta v leto se zaloga znanja, ki ga imamo ljudje, veča in vsak nov raziskovalec, ki pride na temo, vedno več časa porabi za to, da prebere vse, kar je na tej tematiki bilo že narejeno, že ugotovljeno. Tako da, ko se lotimo neke izboljšave oziroma raziskovanja nekega novega procesa, je lahko kar par mesecev pregledovanja literature in pa študiranja, kaj vse je že bilo nareto, da se pač raziskave ne ponavljajo, ne. Zanimivo stališče, se bomo videli, kako boste potem še recimo komentirali kakšne recimo druge izzive, ne. Doktor Huš, vi ste bili izbrani kot najmentor Kemijskega inštituta, ne. Vsekakor gre za laskavo priznanje, saj že kratek uvid v zgodovino raziskovanja kaže, kako so bili recimo pravi mentorji pogosto ključne osebe za oblikovanje osebnosti znanstvenika, raziskovalca. A ta trditev še drži? No, lep pozdrav še z moje strani. Ja, mislim, da držiš morda celo še bolj kot včasih. Definitivno je mentor tisti prvi stik vsakega raziskovalca v znanostjo, ne, ki ga nekako usmerja in vodi in mu potem s časoma pač mora prepuščati čedalje več svobode pri delu, ne. Tako da funkcija mentorja je, ja, zelo pomembna. Koliko pa je osebna prizadevnost raziskovalca pomembna za usmerjanje recimo tudi mlajših kolegov, ne, recimo z vidika recimo mentorja, ne? To gre pogosto za zahtevno in pa včasih tudi nehvaležno pot. Kako se pa vi spopadate s tem? Ja, po najboljših močeh upam, da so študenti zadovoljni, no. Rekel bi, da Ja, saj vam tudi ta naslov ni pripadal kar tako, ne? Točno to, ne. V bistvu se mi ta naslov zdi posebej lepa čast zaradi tega, ker to izberejo študentje, ne, oziroma doktorski kandidati, za razliko od ostalih nagrad, ki jih izbirajo recimo temu uveljavljeni raziskovalci, ne, tako da to je ta aspekt. Drugače pa predvsem je treba upoštevati, ne, vse to v bistvu ve vsak, no, ne samo mentorji, ampak konec koncev tudi učitelji ali pa v končni fazi starši.
Vsak posameznik je drugačen, ne? In s popolnoma vsakim študentom je treba delati malenkost drugače, ker en pristop ustreza nekomu, ne, mu je pisan na kožo, medtem ko pri drugem pa s takim pristopom ne bo šlo, ne? Bo samo slaba volja pa huda kri. In mislim, da je to v bistvu tista ena prvih najpomembnejših stvari, ki jih moraš nekako ugotoviti v vsakem študentu, ne, na kak način ti delo z njim. Potem pa je predvsem bistveno to, da ti je mar za njih, ne. To je da. To kandidati tudi čutijo najbrž, ne. Doktor Huš, vas poznamo tudi kot imenitnega pisca znanstvenih člankov, kjer pojasnjujete zapletene znanstvene poti do odkritij, če samo omenim aktualije ob recimo epidemiji COVID-19, ne. Pa to zadnje analize z področja molekularne biologije, kjer vi razgrinjate skrivnosti algoritma AlphaFold pri trirazsežni strukturi proteinov. Zanimivo je, da je to odkritje v bistvu AlphaFold, ne, v začetku izven polja recimo molekularne biologije ni bilo najbolj z navdušenjem sprejeto, ne. To pa kaže tudi na to, da ker vsi vemo, da so računalniki danes zmožni veliko in pa tudi še več, ne. Vendar gre za prelomno prebojno spoznanje. Lahko nam o tem kaj več poveste? Torej, ta tema je v bistvu res fascinantna, no. Mene zanima predvsem iz tega vidika, ker se pač ukvarjam tudi profesionalno z računalniki, ne z molekularno biologijo. In sicer, ja, v bistvu gre za enega klasičnih problemov iz molekularne biologije, namreč kako iz poznanega zaporedja aminokislin v nekem proteinu ugotoviti, kako strukturo zavzame ta protein v resničnem svetu, ne, v 3 dimenzijah. In v bistvu obstajajo različni računski pristopi, ki so večinoma bili vsi slabi. Oziroma tako, pač brez eksperimentalnih podatkov se ni dalo nič pametnega povedati, ne, bili so pač neka pomoč. In prav ta AlphaFold, ne, ki ga je v bistvu razvilo podjetje, londonsko podjetje DeepMind, ne, ki je zdaj tudi, mislim, da del Googla, je pa v bistvu osupno takrat mednarodno javnost, ki se je na tem tekmovanju pojavil, ne, ker vsako leto oziroma vsake 2 leti obstaja neko tekmovanje, kamor pridejo različni software, ki ga razvijajo različne skupine in potem tekmujejo v tem, kdo bo bolje napovedal strukturo proteinov, ne, in ta AlphaFold je tam pometel s konkurenco, ne, praktično je bil svoja liga, ne. In to je v bistvu najpomembnejših dosežkov, mislim, da preteklega leta. No, je pa zanimivo nekaj, da ob robu tega članka navajate pomembno razlago, a ne, kako so prišli blizu bolezni praskavca, mislim, da je to pri ovcah, ne, in pa bolezni norih krav, to je bilo pred, ne vem, 10 leti recimo, ko so bile take biblične prizori, a ne, kako so požigali to govedo, ne, ki pa naj bi bila v bistvu posledica napačnega zvijanja proteina. A to se zdaj že zagotovo spomi? Ja, ta problem je bil rešen že pred leti, no, ta izbruh norih krav je bil, mislim, da sredi 90-ih let, ne, v Veliki Britaniji. In je v bistvu na nek način tudi odprl nam oči in je na nek način tudi spremenil paradigmo, namreč kaj so lahko povzročitelji bolezni, ne. To ni nujno, da so virusi, bakterije, glive in podobne zajedavci, ne, ampak tam je bil pravzaprav povzročitelj neke bolezni, rečemo temu, pravzaprav mrtev delec, ne, protein sam po sebi seveda ni živ, ne. In takrat so imeli tudi dosti težav identificirati, zakaj se ta bolezen širi, ne, kdo ali kaj jo širi, ker nobenemu ni padlo na pamet, da bi lahko bil nek protein, ki ga s toplotno obdelavo šele pri ekstremno visokih temperaturah lahko uničimo, da bi bil on povzročitelj tega, ne. Kakšna prihodnost pa uporabe algoritma AlphaFold pa se odpira s tem novim odkritjem prebojnim? Zdaj,
mislim, da bi bili bolj kompetentni za ta odgovor na to vprašanje, sicer No. molekularni biologi, pa sintezni biologi, biokemiki, ne, Ampak nekaj se lahko sluti, ne, recimo, katero smer. Ja, predvsem bi to v bistvu odpirali poti v smer, saj tudi v katalizi imamo podobne želje, ne, v smer ciljanega dizajna, bi temu rekli, ne. Se pravi, da bi lahko mi napovedali strukturo nekega proteina čist računsko, preden ga sploh naredimo, kar bi nam omogočilo, da pač najprej v simulaciji nekako zasnujemo proteinsko zaporedje, ki bi upravljali neko funkcijo, ki jo želimo, ne, ker pač vse vemo, to so tudi encimi, recimo tak primer. Ne. Tako da v bistvu bolj zdaj gre razvoj v smer tega, da bo manj, recimo temu, poizkušanja, pa več nekega inteligentnega ciljanega razvoja. Se pravi, da lahko recimo ta algoritem je potem ne samo za molekularne biologe, ampak tudi za eventualno druge vede, ne? Uporaben. Recimo temu sorodni pristopi, ja. Poglejte, vi pa raziskujete kemijske procese na ravni kvantne mehanike, ne? To je, mislim, da je najbrž kar zapleteno področje. Koliko pa so kvantni sistemi že razviti oziroma že poznani, ne, da z njimi lahko raziskujete kemijske procese? Bi rekel, metode same po sebi so pravzaprav že precej dobro razvite, nam pa še vedno povzroča težave ali pa imamo neizpolnjene želje po več računski moči, ne. To je večna zahteva, ne, večne sanje, da bi imeli več in da bi lahko računali večje sisteme in bolj natančno in tako naprej. Ampak čeprav morda plivam s tem svojo skledo, ne, ampak tle dva nagrajenca sta se ukvarjala eksperimentalno, ne, Tilen je delal teoretično, ampak jaz mislim, da teorija ne bo nikoli popolnoma nadomestila eksperimentov, ne. Vedno bo treba te stvari potem, če ne druga, pa validirati. Ne. Ja, da znanstveniki pridete do resnice, ne boste mogli najbrž tudi od tu pa naprej, ne, nekaj eksperimentalno delati, ne. Ja, seveda. Poglejte, mislim, kaj se pa v bistvu vam vsem štirim, a ne, zdi najpomembnejše pri mentorskem delu, a ne, da se raziskovalec ali pa znanstvenik, ne, oblikuje v neko osebnost, ki kasneje tudi ohranja neko znanstveno integriteto. Kdo lahko reče kaj o tem? Ja, Matej, boste vi nadaljevali ali še to drugo? Mislim, da lahko o tem pove, naši kandidati, ne, oziroma že zdaj nagrajenci. Ja, Brigita. No, moje mnenje je, seveda, mentor je res ena taka pomembna oseba v življenju doktoranta tekom študija. Na samem začetku, recimo, po mojem mnenju igra neko tako bolj vodilno vlogo, ker te seveda vodi. Mentor ima ogromno znanja in na podlagi tega ti tudi, ne vem, predlaga, v katero smer greš z raziskavami. Potem v nadaljevanju pa zelo pomembno, da ti mentor tudi prepusti, tako kakor je Matej že povedal, da ti da neko svobodo in da ti pusti kreativnost pri svojem lastnem raziskovanju. In ta del potem tudi, v tem delu potem tudi oblikuješ svojo, ne vem, raziskovalno osebnost in tako nadaljuješ. Lahko pa še mogoče tukaj komentiram, ne samo mentor, ampak je pomembna tudi celotna raziskovalna skupina, v kateri doktorant opravlja svoje delo. Ker recimo samo vzdušje v raziskovalni skupini je pomembno, saj to je povezano z mentorjem in z vsemi udeleženci, ampak recimo, da je, ne vem, da raziskuješ v takem okolju, ki te motivira, spodbuja, je res zelo pomembno, no. Ja, imate še kakšno mnenje, Tilen ali pa Jandi? Ja, Tilen, ja. mogoče je meni najbolj pomembno, da ti najprej predstavi vizijo dela, ne. Kaj hočeš doseči tekom doktorskega dela. Seveda je pa treba poudariti, da je mogoče bolj pomembno kot to, kaj narediš tekom doktorskega dela,
to, da postaneš samostojen raziskovalec. Meni se zdi, da je to cilj doktorata. Ne toliko, kaj narediš ali koliko narediš, ampak to, da si samostojen, da potem nadaljuješ svojo kariero naprej. Je pa treba povedati, da je dober mentor, si mora vzeti čas za svojega študenta, in to bi jaz predlagal bodočim doktorandom, da najprej preverijo, koliko doktorskih študentov že ima ta mentor, ker če ima nekdo preko 20 doktorskih študentov, potem seveda ne bo imel časa se posvetiti vsakemu. Tako da jaz, recimo na primer, moja skupina je štela 2 člana, moj mentor in jaz. Tako da jaz sem imel nekako precej dobre pogoje, sem pa se naučil precej samostojnosti. Tako da meni se zdi, da je to najbolj pomembna lastnost. Veste, kaj me recimo v zvezi s tem zanima, tukaj je v bistvu na nek način že Matej načel to vprašanje, kako recimo spodbujati recimo raziskovalca, doktoranta, mislim, strani mentorja ali pa tudi vaše izkušnje, v neki želji po vedenju, v želji po iskanju neznanega, ker to bo vaše življenje, vedno iščete nekaj novega, in v bistvu na nek način se morate sprijazniti z dejstvom, da je v raziskovanju neznanje neka stalnica, neka norma. Mislim, da ste, Jan, vi na nek način to že začeli tudi omenili, ko ste rekli, da prej, ko se lotiš neke teme, moraš, ne vem, mesece raziskovati, kaj je že o tem. Skratka, Jan, vi povete. Ja, to je definitivno res in pač tu se mi zdi, da je tudi včasih je mogoče na mentorju še toliko velik pritisk, v smislu je treba motivirati študenta, ampak meni osebno se zdi, da vsaj 70% motivacije, če ne še celo več, bi vedno mogli priti iz strani študenta samega. Pač lastna motivacija mora biti tista, ko tebe žene k delu, pa k temu, da te zadeve zanimajo, da si tam ne zaradi tega, ker je pač to ena služba za 8 ur, ampak zaradi tega, ker res hočeš razumeti pa vedeti, kaj je tista stvar, s katero se ti ukvarjaš. Se mi zdi, da tistih 20-30% pa doda mentor s tem, ko te pač tolaži, kar je stalnica pri raziskavah, se mi zdi, da še večkrat, kakor neki pozitivni pa obetavni pa dobri rezultati, je malo nekih slabih rezultatov, kjer teorije tvoje, ki si jih v glavi izpelješ, ne grejo potem v praksi tako, si si zamislil. In pač kot raziskovalec moraš biti na dosti tega zavračanja oziroma tega dela navajen. In mentor se mi zdi pa, da je tisti, ki lahko pri tem dosti pomaga, da pač ti doda tistih 20-30% motivacije, v smislu ni panike, se vsakemu zgodi, da predpostavlja narobe, da je članek zavrnjen v reviji, kljub temu, da je delo dobro. In to se mi zdi, da je tisti glavni del, ki mentor pridoda. Ja, Matej, kako vi recimo skušate recimo tem doktorandom, mladim raziskovalcem, nekako dopovedati ali pa jih seznaniti s tem, da seveda niso vedno, ne bo življenje šlo v tej smeri, da bodo vse znanje zajeli z veliko žlico, ampak da je treba seveda na tem vedno delati nekaj na novem. To v bistvu, kar je tudi Jan Vid omenil. Kako vam to uspeva, recimo? V različnih generacijah, ki jih dobivate iz leta v leto. Ja, to je zelo res. Problem našega posla je to, da delamo stvari, ki jih še nihče ni naredil, ker drugače to ne bi bile raziskave. Jaz jim poskušam povedati, da je normalno, da večina stvari ne boš uspela, ker ne delamo nekaj, kar je že preizkušeno. V tem je poanta. In s tem ni nič narobe. Seveda pa nekako imaš toliko izkušenj, pa približno generalne smeri se vseeno vedo, da potem se pride nekako do cilja, ampak
da seveda bo cel kup nekih stranpoti, ki ne bojo vodile do rezultatov, ne, da s tem ni nič narobe. Druga pomembna stvar, no, je pa predvsem to, ki pa je v bistvu prednost mladih umov, rečemo temu, ne, študentov, ki je to, da ne vedo vsega, da niso toliko ukalupljeni v neke okvirje, v neke stalne postopke, ki jih ostali pač že leta in leta počnemo, pomeni, da včasih pridejo z neko idejo ali pa z nekim načinom rešitve, na katerega pač ti ne bi pomislil, ne. In v resnici imam jaz najraje take študente, ne, ki jim rečem, gledajte, tole pa tole bomo probali narediti, poskusiti narediti, a ne, in zdaj včasih kdo pride pa mi prinese, lej, jaz sem pa drugače to naredil, a je to tudi okej, a ne, in tako se včasih izkaže, da je še boljše, ne. Tako da, jaz mislim, da v bistvu je, glih to je pomembno, ne, po eni strani mentor nekako usmerja, daje neke napotke, študenti pa pač ne vejo, kaj ne bo šlo, pa pol probajo nekaj, ki ti misli, da ne bo šlo, pa gre. To je zanimiva observacija. Poglejte, zanima me, čemu pa pripisujete upad zanimanja za znanost, recimo zadnjega obdobja, ne? Kar je seveda da misliti, recimo v eni zadnjih evropskih raziskav so bila mnenja, da so znanstveniki nekako preveč zaverovani sami zase, tudi koruptivni, naduti, ne? Kako vi recimo doživljate take ocene? No, jaz se z njimi globoko ne strinjam. Jih pa slišim, ja, in verjetno javno mnenje se res mogoče v zadnjih letih, ne, pa ne mislim samo zadnje 2 leti, ampak tudi daljše obdobje, nekako, ne vem, nagiba stran od znanosti ali pa mogoče vsaj ne misli, da je znanost toliko pomembna. In v bistvu, kar jaz poskušam narediti, je to, da pač, ne, probam skomunicirati to znanost tudi širši publiki, ne samo znotraj tega našega slonokoščenega stolpa znanosti. In v resnici, če bi vsak vsaj 1% svojega časa temu namenil, jaz mislim, da bi lahko spremenili to mnenje ali pa vsaj ustavili erozijo. Kaj pa ostali mislite? Ima še kdo kakšno mnenje? Ja, mogoče bi bilo treba nekaj narediti na področju komunikacije znanosti. Da se znanost dejansko bolj vključuje v družbo, ne. Zdaj pač v teh zadnjih 2 letih se je mogoče pokazalo, da imajo nekateri posamezniki na teh socialnih medijih precej vpliva na mnenje ljudi o znanosti. In to se pač zgodi zaradi tega, ker ima veliko teh socialnih povezav tista oseba, ne. Zdaj rešitev za to pač, to je tudi stvar raziskav, ne, se da nekatere članke prebrati na te teme, ne, je, da greš iz tega centraliziranega socialnega omrežja, ne, kjer ima eden veliko teh povezav, ne, na socialnih medijih, v tako omrežje, kjer vključuješ vse ljudi v debate, ne, da vsak svoje mnenje pove. In potem, kar se izkaže, je, da so ta mnenja, recimo o katerikoli zadeve, ne, da so manj ekstremna. In meni se zdi, da bi bila mogoče pač neka preobreditev komunikacije ena izmed možnih rešitev. Ne vem pa, kakšna bi bila ta rešitev. Kaj pa ostali mislite, Brigita, kakšno je vaše mnenje, ker recimo vi delate v gospodarstvu, ne? Niste samo v akademskem okolju. Tako je. Kakšno je vaše mnenje? Tako je, moja pot se je nadaljevala v gospodarstvu, sem pa še vedno v stiku tudi z znanostjo. Sicer sta to 2 različna svetova, sta pa oba tako zanimiva svetova. Se mi zdi, da med njima manjka le neke, ne vem, povezave, neki katalizator, ki bi nam, ne vem, povezal oziroma pomagal preskočiti to bariero vmesno. Se mi pa zdi, da je celotna družba nekako postala taka instant družba in
Vsi iščejo neke instant rešitve, instant odgovore, kar pa znanost pač ne more ponuditi. Znanost so raziskave, so študije, to so leta in leta in ne gre pač iz danes na jutri, kar pa večina družbe verjetno išče trenutno. No, to me zanima, ki pravite, da obstaja neka bariera, prenosa znanja recimo z akademskega raziskovalnega polja v gospodarstvo. Kako se recimo potem znajdete mladi doktorandi, ki ste polni nekega znanja in ste potem vrženi recimo v neka okolja v gospodarstvu? A mislite, da recimo je potem naboj za iskanje nekih novih znanj mine v takem v realnem gospodarskem okolju? Ne, seveda ne. V bistvu že tekom študija se skoraj vsak doktorand lahko sreča tudi s povezavo z industrijo, so možnosti različnih industrijskih projektov, kjer se razvija določene stvari in dela študije za gospodarstvo. Je pa mogoče zanimivo, da včasih iz strani znanstvenika deluje gospodarstvo tako malce nedosegljivo, nedostopno, včasih je tudi celo nezainteresirano za znanost, kar pa recimo se je izkazalo popolnoma napačno, ko sem naredila ta prestop iz znanosti v gospodarstvo, sem opazila, da v bistvu tudi v gospodarstvu je velika želja po povezovanju z znanostjo, ampak kot sem že rekla, nekje zmanjka ta nek prenos vmes, mogoče so tu tudi birokracijske stvari velike vmes, tako da ne vem, kako bi zdaj to povezovanje. So znanstveniki, ki se znajo zelo dobro povezati z gospodarstvom in se ustvarjajo novi projekti za nove študije, nove razvoje, kjer se vpeljuje pač tudi v gospodarstvo. Ja, vi ste tudi nekaj na to temo rekli, mislim, kako se vam zdi, recimo glede razvoja znanosti, seveda in sploh napredka, glede na to, da vidimo, da je danes razvoj izjemno hiter, in izjemno seveda kvaliteten ali pa tudi ne. Me zanima, kako bi vi ocenili, katere znanstvene vede so recimo danes predvsem v ospredju? Nekaj izkušnje že imate najbrž. Ja, tu se mi zdi, da pač ta nasploh informacijska tehnologija, računalniki oziroma tehnika, se mi zdi, da sploh ta tehnologija, da se najhitreje razvija od vseh, se mi zdi, da se tudi zelo hitro vpeljuje v vse ostale aspekte, na primer tudi v medicini, če samo pogledamo v zadnjih 20 letih, koliko se je ogromno zadev že digitaliziralo. Vse ostalo pa sledi temu trendu in mogoče se mi zdi, da največja bariera, to, kar je tudi Brigita omenila, je to, da sam ta prenos iz laboratorijskega nivoja na industrijski nivo, se mi zdi, da največja bariera je pri samem, se pravi, scale-upu oziroma povečevanju procesa, ker sintetizirati nek material v nekaj miligramih oziroma tam do 1 gram v laboratoriju je še vseeno kompleksno, ampak recimo temu dosti bolj enostavno, če to probamo primerjati z potem proizvodnjo tega materiala na kilogramih oziroma stotinah kilogramov, kolikor jih potem potrebuje industrija, na primer nekega katalizatorja, je praktično nemogoče definirati oziroma sintetizirati material v isto smer. In tu je pač dosti tega, da tudi če se v bazični znanosti na laboratorijski skali kaj zelo dobro definira, pa zelo dobro ugotovi, je prenos tega na industrijski nivo precej težji. Tu se mi zdi, da se bodo zadeve dosti hitreje premaknile, ko se bo 3D printanje še malo razvilo, kjer bomo lahko delali, lahko se premaknili iz te ogromne lokalizirane proizvodnje, tako jih imamo zdaj, te neke ogromne tovarne, ločene,
da se bo lahko ustvarili kakšne delokalizirane proizvodne sisteme, dosti zmanjšane in bojo potem tudi recimo sinteze lahko temu primerne in bo lahko potem, po mojem mnenju, tudi ta del industrije hitreje sledil znanosti. Tako zdaj, na primer, televizija. V 30 letih od katodne cevi do tega, kar imamo zdaj, se mi zdi kar konkreten napredek. Še tole me vseeno zanima, glede socialnih omrežij, ker je Tilen je nekaj več o tem govoril, ne. Pa me zanima, v kakšno smer mislite, da bo šel razvoj? Ker tu so zdaj vsi eksperti, na socialnih omrežjih je vsak lahko ekspert in blago rečeno soli pamet tudi vam, raziskovalcem, znanstvenikom. Tu se meni zdi, da je tudi, če se še rahlo navežem na prejšnjo temo, ne, pa zaupanje znanstvenikom, se mi zdi, da je to velik problem v socialnih omrežjih in pa tudi nasploh v osebah, ki so recimo tu znane, pa so to ali politiki, športniki, kulturniki, osebe, ki jih širša populacija jemlje kot avtoritete. Se mi zdi, da je tu bi mogla biti dosti večja odgovornost na njihovi strani, ker če politiki oziroma kulturniki ali pa športniki začnejo diskreditirati ali zdravnike ali znanstvenike, še posebej na tako pomembno temo, kot je recimo pandemija oziroma COVID, potem lahko vidimo, do kakih situacij zdaj pride, kar je ta dva pola, cepljeni proti necepljenim, oziroma ali je to sploh varno ali ni varno. In se mi zdi, da v veliki meri ljudje, ki so zelo glasni glede tega, kaj je varno oziroma ni varno, so ljudje, ki nimajo razjasnjenih niti osnovnih pojmov glede tehnologije, ki stoji vzadaj za cepivi. In to se mi zdi, da je predvsem odgovornost, pa mogoče ne samo na strani teh znanih osebnosti oziroma osebnosti, ki imajo veliko sledilcev, ampak tudi vsakega posameznika, da ne vem, če te zob boli, ne greš k avtomehaniku, ne, pač greš k zobozdravniku, ne, zato ne zastopim, če imaš, ne vem, vprašanje glede cepiva, zakaj bi poslušal ljudi, ne pa zdravnike oziroma znanstvenike, ne. In to bi vsak posameznik mogel sprejeti to odgovornost, odkje tudi sprejema on osebno verodostojne informacije. Matej, imate vi še kakšno mnenje o tem? To je sicer zelo široka tema, o kateri bi lahko govorili 2 uri. Ja, par točk bi mogoče izpostavil, ne. Tudi jaz se strinjam, da so družbena omrežja, ne glede na to, da smo od njih veliko pričakovali, žal se mi zdi, da je zdaj njihov vpliv bolj negativen kot pozitiven na družbo kot tako, ne. Ampak v resnici, če pomislimo, ne, saj tudi pred družbenimi omrežji smo bili na kavču vsi najbolj pametni o tem, koga bi mogel trener v nogometno tekmo zamenjati, ne, in je cela Slovenija vedela boljše od njega, ne. Mislim, da to je neka čisto taka stvar, ki ne obstaja, oziroma se ni pojavila z družbenimi omrežji, ampak je že od prej. Seveda pa je težava to, da družbena omrežja, bi rekel, ojačijo vse te različna mnenja, ne, ki morda nimajo ravno mesta v javnem diskurzu, ne. Hkrati pa seveda vsakmu omogočajo, da ne glede na to, koliko odbito teorijo ima o čemerkoli, ne, od ploščate Zemlje naprej, najde svoje sogovornike, ne, in pač potem rastejo tovrstne skupnosti, ne. Tako da v tem se mi zdi problem družbenih omrežij, ne. Ne bi pa rekel, da so družbena omrežja povzročila nekaj, mislim, da so nas na nek način spremenila, ne. Saj že prej obstajal ta refleks, ne, kaj pa oni drugi vedo, jaz sem pa najbolj pameten, ne, jaz pa že vem, zdrava kmečka pamet in tako naprej. Ne, zdaj, naslednja točka še, ki bi pa izpostavil, je pa ja, vsaka javno izrečena beseda, ne, se pravi v medijih, pač prinaša neko odgovornost, ne, in žal tudi ne moremo uravnoteževati vseh mnenj, ne, saj to je ta velik problem, s katerim se vsi svetovni mediji soočajo, ne, in da pač, če imamo neko temo, ne moremo poklicati nekoga, ki je strokovnjak, pa nekoga, ki pač ima neko močno mnenje o tem, ne pa tudi znanja, ne, pač to je
tako imenovano lažno uravnoteževanje in to ni primerno, ne. In recimo klasični mediji se tega precej dobro zavedajo in tudi mislim, da kar uspešno krmarijo med temi čermi, ne. Družbena omrežja pa niso mediji, ne, in tam pa ni uredniških standardov in politike. Ja, še kdo na to temo, kaj? Brigita, vi ali pa Tilen? Ja, mogoče bi samo to komentiral, ne, da včasih, je bila komunikacija na precej manjši skali, znotraj ene hiše ali pa znotraj ene vasi, Zdaj pa to šlo na socialna omrežja, ki pa imajo precej interakcije precej daljšega dosega, če se izrazim tako bolj znanstveno. In problem so te povezave, tisti, ki ima veliko povezav, bo pač vplival na mnenje, Rešitev za to je pa verjetno to, da se vsi vključujejo v pogovor in ne samo tisti, ki imajo veliko sledilcev na teh družabnih omrežjih. Mogoče samo to. Ja, za razliko, da se eni sploh niti ne marajo vključevati in tudi ne delajo s tem sistemom sledilcev, Ja. Ja, Brigita, še vi? Jaz bi se čisto strinjala, mogoče edino bi bila naša naloga znanstvenikov, da bi se bolj vključevali, bolj komunicirali znanost, je pa res, na žalost, večina ljudi, ki so strokovnjaki na področju, tega ne deli s širšo javnostjo, pač enostavno zaradi tega, ker je komuniciranje ostalih stvari preveč in je mogoče včasih občutek, da znanost pa ne bi bila tako slišana kot druge stvari, kar je seveda narobe. Ja. Mislim, jaz bi tle še eno stvar dodal, če smem, ne. Velika večina znanstvenikov, ki so bili zdaj v medijih ali pa so na tak ali drugačen način komunicirali znanost, so to počeli profesionalno in korektno in v redu, se pa seveda vedno najde kako gnilo jabolko, Skratka, hočem reči, in ponavadi potem, te, rečemo temu, nasprotniki česarkoli pač potegnejo ven tisto eno mnenje ali pa nekaj en članek, pa s tistim mahajo okrog. Skratka, v bistvu pri komuniciranju znanosti, imamo znanstveniki v resnici zelo veliko odgovornost, ker ljudje, ki vidijo, da ima nekdo, ne vem, napis, profesor, doktor, karkoli, bodo to vzeli kot bolj verodostojno, in skratka, kot lepo povejo ob vsakem podelitvi doktorata, dekan vedno reče, da je treba to znanje, ki ste ga pridobili, in naziv uporabljati v dobrobit človeštva in skladno s profesionalnimi standardi, To se mi zdi tudi pomembno, Ker seveda naslednji očitek, ki pa ga tudi dostikrat slišimo, je pa to, saj vsi znanstveniki seveda smo strokovnjaki za neko zelo ozko področje, In recimo, izven tega področja mi kot znanstveniki lahko komuniciramo stvari, ki so, bi rekel, splošno sprejete v znanstveni skupnosti, Se pravi, kar vam jaz povem o molekularni biologiji, pa o AlphaFoldu, vam lahko povem stvari, ki so trenutno konsenz te srenje. Medtem ko za neke, bi rekel, temu manj sprejete ali pa bolj temu pravimo fringe teorije, pa v bistvu vam lahko pove samo nekdo, ki se res točno s tem področjem ukvarja, In včasih takega sogovornika pač ne dobite pred mikrofonom,